Ko je sir Alec Issigonis v 50 letih prejšnjega stoletja oblikoval Mini, se verjetno nihče ni mislil, da bo to postal najbolje prodajan britanski avto vseh časov. 5,3 milijona Minijev so proizvedli od leta 1959, ko je bil poleti predstavljen svetu. Si pa tudi Alec verjetno takrat ni mislil, da bo potem 65 let kasneje pred poletjem predstavljen novi Mini, ki ga bo poganjala samo elektrika in ki bo kljub temu skušal biti kar se da podoben originalu izpred toliko let. Čeprav je bil Mini v osnovi ustvarjen kot poceni avto za množice, je hitro postal kulten predvsem zaradi svojih voznih sposobnosti. Te k sreči krasijo njihove avte še danes. V bistvu zdaj še toliko bolj, kot sem ugotovil na prvi vožnji. Ko meni omeniš Mini, vedno najprej pomislim na užitek v ovinkih. Sploh Cooper, no. Sicer tudi Countryman in še novi Aceman, ki pripelje konec leta, znata ponuditi glede na tip avtomobila nekaj zabave, ampak ravno najmanjši Cooper je tisti, ki vas bo največkrat nasmejal, ko boste imeli prazno cesto in čim več ovinkov pred sabo. Novi oziroma prenoleni Cooper, ker v resnici stoji na prejšnji platformi, je kljub ali pa prav zaradi električnega pogona še kako zabaven. Nimaš občutka, da voziš s sabo neko težko baterijo, ki ti vzame ves užitek, ampak se igrivo zapodi ovink, ne glede na to, kako zaprt je. Vodljivost je res vrhunska, tako lepo sledi volanu, da je vožnja naravnost v bistvu totalen dolgčas. In podvozje ostaja mirno, nevtralno, težišče je zelo nizko, seveda tudi po zaslugi baterije v dnu. Na tej prvi vožnji nisem niti enkrat imel situacije, ki bi ga presenetila. Mogoče ga še najbolj zmot prenos moči na kakšni spolski podlagi, ker je električni motor zelo močan in ga včasih elektronka komaj kroti, ampak to bo itak všeč vsakmu, ker zato mali Mini tudi leti. 1680 kg vse en tehta z večjo baterijo, tako da na 1 kW moči pride okrog 10 kg mase avta. 160 jih ima tale Cooper SE, to je 218 konjev po domače, navora je pa za 330 Nm in motor še vedno poganja sprednji kolesi. Menjalnika tukaj ni oziroma ima reduktor eno prestavo, tako da pospešuje zvezno kot avion, nobenih prekinitev ni. Odzivnost je pa hipna kot pri vseh električnih avtih, zato se iz ovinka izstreli kot metek. Pri ostalih podatkih, kar se električnega dela tiče, ni pa nič posebenega. 400-voltna litij-ionska baterija ima neto slabih 50 kvor in z njo Mini po WLTP obljublja doseg 402 km, s tako vožnjo vidim, da je okoli 260. Ok, itak bo namenjen krajši, potem, kdor se bo vozil dlje, bo verjetno rajši izbral Mini s klasičnim motorjem na notranje zgorevanje, ki tudi pripelje kmalu, ali pa kar enega od večjih Minijev, jaz priporočam Aceman. Tudi pri polnjenju ni nič posebenega, na 3 fazah se z izmeničnim tokom polni z 11 kW, na enosmernem pa z največ 95 kW. Če ni tukaj nič posebenega, je pa zato še kako hiter pri pospeševanju. 6,7 sekunde že doseže 100 km/h, tako da je jasno, kako hiter je ta mali avtek. 3,86 metra je dolg, da si boste lažje predstavljali. Joj, teli zvoki, ej. Ko sem prvič videl fotke prenolenega Minija, sem najprej pomislil, kako enostaven je. Oblika je nezmotljivo Mini, ampak so mu odstranili ves krom, vse plastične obrobe, integrirali so kljuke, smernike, prav nič ne izstopa in s tem želijo poudariti svojo filozofijo, karizmatična enostavnost. Super jim je uspel, ker bolj enostavno gre težko. Enako v kabini. Volan, nekaj stikal, ogromen zaslon in to je praktično to. Volan je eden najdebelejših, ki sem jih kadarkoli držal v rokah. Mislim, meni je ok, ne vem pa, kako bo kakšnim manjšim ročicam. Ta stikala so za zagon motorja, tale za menjalnik, vse ostalo pa se nastavlja s temi gumbi ali pa preko velikega OLED zaslona, ki je v krogu. Takšnega zihar še niste videli v avtih, ker je prvi avtomobilih sploh in seveda Miniju pa še kot Atana, kot Julija Romeo. Sicer je toliko vsega na njem, da se boste na začetku malo lovili, potem pa vam bo všeč, kaj vse lahko tukaj vidite in kako si lahko spreminjate nastavitve ali pa pustite Miniju, da je glede na vaše počutje, ko si izberete eno od izkušenj. Zelo mi je všeč tudi ta reciklirana tkanina, ker lepo razbije monotonost plastike. Zanimivo, da so materiali sicer večinoma trdi, ampak nikakor ne izgledajo ceneno in tudi lepo so sestavljeni skupaj. Je bil prej zelo lepo tih med vožnjo po lepi cesti. Sej, ker je tukaj noter manj delov kot prej, mora biti ti večji, zdaj pač bolj kvalitetni. So rekli, da se mora tukaj voznik počutiti kot doma. Ne vem sicer, kakšen je dom tipičnega voznika Minija, ampak tukaj noter je zelo prijetno.
Seveda bo v ponudbi še šibkejši mini elektrik, takšen brez oznake S, tisti bo imel 135 kW, kar je še vedno zelo spodobnih 184 konjev, baterija pa bo požrla 36,6 kWh neto. Za mestne vožnje bo več kot dovolj tudi to, zna biti v bistvu še bolj zabaven, ker bo takšen 65 kg lažji zaradi manjše baterije. Zdaj se vozim po eni taki cesti, ki je vsakega baje strah, da bo dol padel. Je res zanimiva stvar. Pa kita sem videl, tukaj so žogce za flipper, v glavnem kar hudo. To je zadeva, ki jo lahko doživite pri miniju in je baje narejena z njihovo domišljijo. Hoče pokazati, koliko so oni kreativni. Tako da zdaj v bistvu se vozim v virtualnem svetu, oziroma ne, v svetu, ki je zmešan z virtualnim, pa resničen seveda. Tako da jaz se vozim s ta pravim avtom, po ta pravi cesti, po izmišljenem svetu. Čist hudo. Moram samo paziti, da ne podrem kakšne španke. Oziroma, ne, čak, to se malo hitro sliši. Moram paziti, da ne povozim kakšnega človeka. Tako bo bolj prav. Ja, ful dober. Evo, jaz sem zmagal in zdaj lahko uživam v svojem šovu. Sem zbral vse 4 barve.